Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 143. epizoda Apparatusa, o kateri sem govoril z Bernardo Žaran, ki z Jožetom Robežnikom na TV Slovenija vodijo Vikend paket, kamor so tudi mene dvakrat povabili, to je tak name drop bil. Tako da so se pogovarjali, kako je na TV delati, pa kako vodi prireditve, pa kako je to nenaravno in še marsikaj. Sicer pa ful hvala vsem, ki dajete oceno Apparatusu v iTunesih. Valjda se da na ta podcast naročiti, je del te cele mreže Apparatus, kjer je še par podcastov, tako da če sam tega poslušate, dajte še kakšnega. Jaz se enega delam z Boštjanom Nagbarjem, ki sliši na ime Podrobnosti, pa enega s Pižamo, ki sliši na ime Glave, pa enega s Tilno Mrtačom, ki sliši na ime Opazovalnica. Tako da so še te ostali podcasti, tik naprej začnemo, pa še enkrat ful hvala tisti, ki največ pomeni pa to, ko Apparatus podprete, tako da ful hvala vsem, tako sem rekel, apparatus.si/podpri, tako da lahko pač tole še naprej počnem. In zdaj pa Bernardo. Ok, zdaj sem začel snemati. Juhu. Okay. Prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Ja, to tako usodno zveni. V bistvu je lažje odgovoriti, kaj počnem, kot pa kdo sem. Na televiziji vodim oddajo Vikend paket skupaj z Jožetom Robežnikom. Ravno zaradi Jožeta Robežnika je ta oddaja tako fina in zabavna, kot je. To sem zato rekla, ker vem, da te posluša, pa da je tvoj prijatelj. Ne pa tudi sicer tako mislim. Okay. Kdo sem? To pa že bolj zapleteno povedati in odgovoriti. Pa tudi sicer verjamem, da smo ljudje bolj glagoli kot samostalniki, da je fino, da smo nekako zvesti sami sebi, pa hkrati vedno tudi malo drugačni, ne? Ker če se nekje zatakneš v življenju, ni preveč v redu. Hitarata weird. Ja, a sem to v redu odgovorila na prvo vprašanje? To je res. Ja, pa imena pa brinka nisi rekla. Ja, Bernarda Žaran. Ja, zato da bo ljudje vedeli, kaj je tvoj glas, pa kaj je moj glas, da bo znal ločiti. Gotovo bi naj jo zamešali in se mi zdi to zelo koristno, da si zdaj opozoril na to. Ker se ne vedel. Ja, zdaj si že predstavljam tvojega zvestega poslušalca z Prekmurja, ki je bil čist zmeden in ni vedel, kdo zdaj sprašuje in kdo odgovarja, tako da zdaj mu je jasno. Jaz sem Bernarda Žaran, to je pa Anže. Ja, to je Anže, tako zdaj govori Anže. Ja, vidiš, tipična televizija, jaz tako pokažem, to je pa Anže, kot da bi kdo lahko videl. No pa se gledi, lahko začneva pač pri tvojemu TV-ju, ne? Ja. Greva prvo z genezo, ne? A si pač ta klasično vprašanje si vedno hotela na TV-ju delala, to me ne zanima ni toliko, ampak škaj me pa zanima. Hvala Bogu. Ja, škaj me dejansko zanima. Ti to zdaj že pač kar nekaj cajta počneš, ne? Pač ko, da si res pred kamero, oziroma kako se reče, pred kamero, za kamero je onka snema, pred kamero je onka, to si ti, ne? Kar nekaj časa, ja. Ravno danes sem dobila odločbo o dopustu. Aha. In a lahko si misliš, da imam že 3 dni dodatnega dopusta na delovno dobo? To pomeni, da je res že precej časa, ja. Ne, ampak škaj me bolj zanima. Jaz imam pač eno fascinacijo, pač to ljudi sprašujem, ki delajo tako pred kamero, ne? Zdaj sem se že malo tudi jaz tega odvalil, nam rekel trema ali pa kar iz tega, ampak a si bila tudi na začetku tako dost indiferentna do tega, da te pač stvar snema, oziroma kako si ti to doživljala? Ker mene zdaj na zadnje, ker sem bil prvama, to se lahko pohvalim, prvič nisem oboleval. Ne, pač prvič v življenju ni bilo pač konec sveta, dan, ne. Ampak me zanima ti, sploh na začetku, ne zdaj, no, ampak kako si ti to dojemala, da te una leča tam gleda, ti si pa pač tam in... Ta višek energije, ne? Komu eni odkrito rečejo trema, drugi se pa delajo, da je. Drugi pa temu reče odgovornost do gledalcev. Ja, tako, tam nekje. Pa se mi zdi, da s kilometrino se to počasi izgublja. Ja. Če se pa čisto izgubi, pa res verjamem, da ni v redu. Da si prej tako visoko leteče zvenelo neka odgovornost, ampak neki moraš vedeti, da je drugače kot v vsakdanjem pogovoru, kadar nastopaš pred ljudmi. Če druga ne, je fino, da imaš v glavi scenosled in to, kam ne bi oddajo peljal zaradi vse ostale ekipe. Ampak ja, na začetku je bilo precej hujše. Oziroma, če parafraziram, sodelavca Jožeta Robežnika, ki je dejal, da se mu zdi eno zelo pomembnih spoznanj, da ne moreš biti televizijski voditelj, če nimaš izbranega svojega toaletnega prostora. Naprej pa ne on pove, kaj se bo to gosti. Ampak a se ti je spremenil? Veš, to mene zanima, glizar tega. Ja, nimam več pospešene prebave, pred oddajo, če te to zanima. Ne, veš, kaj me bolj zanima? Bolj me zanima, a se ti je spremenil, kaj
kaj ti v glavi vidiš na drugi strani kamere? Človeka. Aha, Ja, ok. nikoli ne vidim, ali pa nikoli si ne predstavljam, da govorim kameri. Vedno imam v mislih človeka. A res? En zelo dobrih nasvetov se mi je zdel na začetku, da si je fino predstavljati nekoga, ki te ima rad. Ali pa ki si mu všeč. Boh ne stvar, da si predstavljaš koga, za katerega veš, da mu greš na živce. In da gleda doma in komi čaka, da bo rekel, leo to kozo, kravo, afno, le kakšne neumnosti spet govori. To moraš pozabiti. Pred kamero je fino, da greš z občutkom, da te imajo pa ljudje radi, ali pa predvsem, da na tiste misliš. Je pa tudi res, da pri nas na televiziji dela en kup res prijetnih in zanimivih in fajn ljudi in kamermani so v dobršni meri med njimi in mi je pomemben zelo tudi ta odnos s fanti, možmi, ki delajo za kamerami. Ja, in če se z njimi lepo razumeš, pa lahko pozabiš, da snemaš vdajo. Nekaj ta del mene zmerno fascinira, pač, jaz sem bil ta prvič, ne, jaz sem bil takrat ta prvič v bistvu v nekem TV studiu, tako da sem tudi jaz del česarkoli, ne, sem bil ta prvič v Vikend Bagedu. In mi je malo mi je noro. Prvič pa Jože Rubežnik. Ja, to je kar slabo, ja, v bistvu. Jože, zelo te maramo. Ne, ampak tako hočem reči, mene je zelo presenetil. Nam rekel, da sem imel ekstra respekt do tega, kaj itak manj, ker je video v igri, ne sploh, ker jaz dosta audio ta delam, ampak zelo me je presenetilo, kako sta vidva, ti kdo, ne, tik napreden se začne, sta kar pač nekak tam, tako, nič ni. Jaz ne vem, kva sem si mislil, sploh ne vem, v bistvu veš, kakšno predstavo sem imel, ampak videl sta pač tam se malo pogovarjate, pa stopiš kaj, pa se pač stvar začne. Jaz sem imel pa, ne vem, za kva sem imel v glavi. Nisem vedel točno, kaj pričakovati. In ta del me je presenetil, sploh tebe, no, ker Jože še zmeraj malo pač mal krili tam, ne, tudi naprej se začne. Ampak ti si pa zelo, veš, tako zelo zen budizem ti deluje, veš, naprej se začne. Ta del me zanima, a to tudi sam kilometrina prenese, veš, ta unih 5 minut napreden štarta, pa pust tremo. Zdaj govorim samo o tem, da ti se pripraviš, pa rečeš, da zdaj pa začela snemati. Ker jaz sem zmeraj mislil, da je prvo ful nekega kaosa, pa se lučka pržge, veš, pa se pa ti umiriš, ne. V bistvu pa ti pač tam in pol se lučka pržge in začneš voditi. Tako. V bistvu si že vse povedal, skupek tega je, skupek kilometrine, priprave. Ne, pač če veš, da si se doma pripravil, da o ljudeh, ki jih gostiš, dovolj veš, se lažje sprostiš, je pa tudi res, in to štejem kot en poseben blagoslov ali pa srečo v življenju, da se res zelo dobro razumemo z ekipo. Ja. In da je tudi nam žur delati to vdajo in da če iz tega občutka izhajaš, lažje pozabiš vse tisto, se to prenese, o čemer si govoril. Ampak ja. Se tako prenese, a ne, če ta štimunga ta prav. Pa predvsem se mi zdi, da se ne delamo, da smo pomembnejši, kot dejansko smo. Da pridemo v nedeljah v službo zato, da bomo nekaj lušnega naredili, pa da se bomo tudi mi lušno imeli. In to se mi zdi, da se vidi. No. Ja, da se prenese. Ja, nič več ne želimo biti, kot dejansko smo. Ena pogovorna vdaja, ki želimo razpravljati o dogodkih, ki so se zgodili, pa o ljudeh, ki jih gostimo. In da, pa tudi ta občutek pomembnosti nekako izveni tudi zato, ker res iskreno mislim, da televizijski voditelji moramo biti predvsem gostitelji in pa prometniki. Da nismo voditelji tam zato, vsaj ne v takem tipu vdaje, da bi bili mi glavni, pa da bi bili mi faci, ampak da dejansko moramo poskrbeti za to, da ljudje, ki pridejo v vdajo, da so sproščeni, da se imajo fino in da z dobrimi občutki tudi potem grejo domov. Kaj pa prometnik pomeni? Tako, a veš? Je to, da ne, vendarle pa se mora vdaja ob eni uri začeti, pa končati, pa vmes se mora zgoditi 1000 in ena reč in da pravilno napoveš to, kar sledi, ali se pa vsaj trudiš. Oziroma Mario Galunič je enkrat dobro rekel, ne, da v vdaji v živo vedno veš, kaj naj bi se dogajalo, nikoli pa ne veš, kaj se bo zares zgodilo. Moraš pa res vedeti, kaj naj bi se dogajalo. A veš, tako, dobesedno, da veš, da vlak pelje, ne vem, iz Brestanice v Ljubljano in da veš, na katerih postajah se ta vlak mora ustaviti. Zdaj, kaj se bo pa dogajalo, ne vem, med Brestanico pa Blanco, pa potem Blanco in Sevnico, je lahko stvar improvizacije in smeha in zabave,
ampak se pa vlak mora ustaviti na Blanci in v Sevnici. Kakšna pa razlika takrat, ko pa snemaš kakšne stvari, ki so vnaprej? Veš, koliko si pol, bolj me ta del zanima, nekakle je pač uživo in je uživo. Ja. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Koliko si pa tam, kaj je vnaprej posnet, da ponavljaš, koliko si tam pedantna? Zdaj bom spet uporabljala besedo sreča, blagoslov, res rada delam v živo in res nimam najboljših živcev za snemanja in za ponavljanja, ker kadar se snema, se praviloma reči ponavljajo, ker imajo tudi ostali člani ekipe drugačno koncentracijo in tudi ti imaš drugačno koncentracijo kot voditelj, če imaš zadnji zavedanje, da se lahko nekaj ponovi. Če pa gre stvar v živo, se boš pa zelo potrudil zbrati svoje misli in jih skoncentrirati in pač veš, da kar se zgodi, če ga polomiš, se najboljš nasmejati pa upravičiti, pa da stvari grejo naprej, pa da se res ne jemlješ preveč smrtno resno. No, ja, ampak že to, da ti bolj, veš kaj, se mi zdi, da imaš pač tudi ljudi, ki bi pa raj snemali, pa ne pol obsesirali nad vsako minuto, ki jo posnamajo, recimo, ne. Nekaj, ta live štimunga, to je res nekaj posebenega. Ne? Meni se zdi pri televiziji bolj pomemben feeling oziroma občutek, kot pa popolnost. Ja. To pa lepo rečeno. Ja. Ti lahko do nezavesti snemaš in ne boš zadovoljen s tem, kako si nekaj povedal, kako si izgledal, vedno bi lahko bilo drugače. Se je pa pomembno, se mi zdi tudi na televiziji naučiti, da je dovolj dobro, ker če ne, boljš, da nehaš to delati. Ja, pa se tako je pa vsaj jaz tudi klele. Če bi se jaz klele obadal z vsakim posnetkom, toliko, ker bi se res lahko, če bi pustil mojemu OCD-ju, da me premaga. Ja, pa se ne neha to. Pri videu to je pa še ta dodatna komponenta videa, da se mi zdi, da po mojem res ne nehaš. Ne. Ja. Ampak to mi je pa dosti, mislim, to sem se nazadnje z Godlerjem recimo pogovarjal, ne. On tudi zdaj tiska dela na Planetu, za nalaž delajo v bistvu ta live to tape. Ne, delajo za nalaž ta live to tape, ne, da je v bistvu je vnaprej posnet, ampak posnamejo pa v enem kosu, da je ta občutek etra, ne, pa živega TV-ja. Ne. Pa se verjetno ne po naključju reče, da je vdaja v živo, ne, tako kot v življenju, ko se marsikdaj marsikaj zgodi in je življenje ravno zaradi tega sočno, ker je nepredvidljivo in tudi vdaja, se mi zdi, da ima gotovo nek presežek v sebi, če gre v živo, ne. No, se ne maramo preveč sterilnosti, ne. No to je itak, da ne, ampak kaj me pa zanima, koliko pa, ki si rekla, da moraš biti pripravljena, pa to, ne, veš. Ne vem, koliko razmerna, mislim, kaj to pomeni pri te. Pa zdaj tebe sprašujem, veš, jaz to res zelo hočem, a veš, res tebe vprašam, ne vem, kako bi mogla biti. Ja, recimo, Anže, če bi bil moj gost, ne, recimo, če ne bi imel samo Jože Robežnik tega privilegija, da te gosti, prosim. bi se res potrudila čim več zvedati o tebi od ljudi, ki so ti blizu, čim več bi skušala prebrati. Zdaj ta stric Google nam zelo olajša delo. Ne? S tabo bi se želela dobiti na kosilu, na kavi in se pogovoriti. In več stvari, ko veš, lažje potem zgostiš tiste zanimivosti in lažje se potem tudi prepustiš improvizaciji, ker če imaš ti neko bazo, tako učeno zveni znanja, boš potem hitrejšo odreagiral. Je pa tudi zelo fino, če ti klikerji približno hitro delajo. Ja, da saj preklapljaš, če neš drugega. Ne. Ampak je pa res drugače, že klele mi zdaj sediva, ne, ali so pogovarjali, ne vem, 3/4 ure na uro, ne. Jaz imam klele, veš, ima čas mala, ne. Ja. Ta, recimo zdaj, če greva čist na vikend paket, ne, ti pa tam je pa, veš, ta televizijska minuta. Ja, zdaj si pa mojo bolečino tako zarezo noter, ker je res, vdaja res temperana in meni je za vsakega gosta žal, ko se pogovor, no, zdaj pretiravam, za vsakega ne, se je že zgodil, da so bili kakšni gosti, ko sem si mislila, ja, konc je. Pej domov. Ali pa zakaj si prišel, če se ti ne da tle biti. Ko bom velika, bom delala vdajo Večerni gost, ker se bom imela čas pogovarjati, ker ne bo tega pritiska zadnji, da je treba na hitro pa dinamično vse povedati, ampak ko bo res čas za razvijanje misli in za poglabljanje in tle ni tega uvodnega časa ti manjka, tega tipanja. Ni tisto, da je ta prva tretjina v bistvu zmeraj brez veze, pa sta pa ta srednja tretjina, da je v redu, pa so pa ljudje na koncu zmagali. Tle že zelo dobro veš, da če se v prvi minuti začne vleči, me že kar malo strah postaja. Ampak glej, take stvari mene v bistvu najbolj zanimajo. Ne? V tako kratki formi, ki v najboljšem primeru pogovor traja 10 minut, pa
po večini pa tam okrog 7, a ne? Ti je res vsake sekunde žal, ko gre v noč, pa se ti zdi, da je nisi dost modro izrabil ali pa da dost zanimivo napelu stvari. A pa imaš kle tudi kakšne take prijeme, a veš, ko glede na gosta, mislim, da veš, saj približno, kjer smer na začetku brcem, da dobiš ta prvo minuto. Zato se mi zdi pomembno, da si vzameš čas, da prej gosta začutiš, da ga spoznaš. Sreča te Slovenije je, da se bolj kot ne že po vseh teh letih vsi nekako poznamo. A ne? In da verjamem pa nočem, da zveni kot neka alkemija, res verjamem v to, da se to počutje nekako prenese. Če si ti kot voditelj nervozen, je tudi zelo velika verjetnost, da bo gost ob tebi nervozen. Če pa si ti nekako sproščen, pa dobro nameren, pa če ima gost občutek, da si res želiš nekaj lepega pa finga v njem najdeti, bo pa tudi on drugače reagiral. Zdaj, da bi imela pa skrivno formulo, da bi pa rekla dzm, je pa ni, ne? Ja, pa se ne toliko skrivno formulo, veš, ampak se mi zdi, da ne vem, veš, odvisen kdo tudi pride k tebi, recimo, okay, ne? Ampak tako, veš, da saj se ne zna, če to dobro sprašujem, sem že tako, ker sem si to je bila ena ali ne, ampak nisem vedel, kako zastaviti, ampak a veš, že ta del, pa recimo tem tako vprašal, no, vse to je bila pa ta druga varianta, da takrat, ko pa zapaničariš, ne, ko se pa vleče, a veš, koliko pol se zaciklaš v to, da bi pa rada to prevlekla na neko raven, ki je te, recimo v redu, pogovor, ne, pa pol, ki ne rata, kakšen je občutek, tako, ali pa ki rata, recimo, ne. Koga si že rešila stvar, pa koga si jo probala rešiti, pa ni šlo skozi. Ja, oboje velikrat. Včasih pač ne gre in moraš biti tudi toliko mil do sebe, da si rečeš, da bo pa naslednjo nedeljo nova vdaja, ne, pa da bo ta gost še kdaj prišel, ne vem, se šteje, pa vem, luna, pa slabo spanje pred tem, pa ne, slabo se štejo reči, skušaš pomagati kot najboljš lahko, si pa res iskreno želim, da bi vsak gost fajn izpadel, da bi bil faca, da hvala Bogu nismo taka oddaja, da bi morali vrtati v sence pa napake ljudi. Jih povabimo zato, ker želimo ljudem pokazati nekaj dobrega v njih. In zdaj bom zvenela zelo romantično, ampak se vsaj za tistih nekaj minut trudim vsega gosta imeti res rada. Pa tudi tako sem tak človek, da verjamem, da ima vsak oseb nekaj lepega, pa finga, pa svetlega, pa zabavnega, pa se takrat sfokusiram v to. Ja, pa da se ti drugače pa tudi, ne vem, prekinjaš, če se ti zdi, da se predolgo razvijajo misli, zelo močno in poudarjeno kimaš, če to ne pomaga, začneš govoriti, ja, ampak pa skušaš povzeti, pa rečeš torej. Tako da. No, ampak veš, ti res smo si v tem zelo komodi. Jaz se mi zdi, da saj jaz nisem res, dokler to sam vidiš po televiziji, ne. To se res zgodi, tako, kar si rekla, 7 minutah, ne. To je res kot boba, veš, tako unesanke. Ta manevrski prostor, res to zelo občudujem, no, da je, tako kot si rekla, da ti klikar dela, recimo, ne. Meni je to dost magic, ne? A to si, pa te zdaj tako vprašaš, sve, kar se živega TV-ja tiče, ne? Koliko je pa kle kilometrina, a veš ti pač pomagala v tem, da lahko vmes, pa zdaj zelo specifično obrt sprašujem, da vmes razmišljaš, ne? A veš, kaj je to tkle, zdaj, kaj ti govoriš, ne, ste poslušam, ne, pa zraven še unih 16 ali nekaj, ki sem si jih prej naredil, pa stran vrgu malo premlevam, pa kam bova šla, recimo, ne? Ampak še enkrat, mi da bomo kle res več sajta, mene zdaj zanima, a veš, koliko pa ti vmes taki, koliko je med kivanjem tudi v glavi? To je pa morje misli. Ja, no, ampak ta del me zanima. Ja, to, če bi nekdo te misli znal brati, pa to bi bila pa res zanimiva oddaja. Enkrat se mi je celo zgodilo, da je en del te misli se dejansko v živo predvajal, ker so bili težki gostje, tako 3 skup, in sem rekla, ste bili pa ne, mislim, da sem rekla pa so potem zvok znižali, da se ni slišali, kaj sem hotela reči, da so bili zajemalka, ampak sem kar njim povedala, da so bili zahtevni gostje, ne. Zelo veliko teh misli se dogaja, ampak največ so mi pa tukaj dale, to pa moram priznati, prireditve. Pa ta kilometrina na odrih, ker si pred kamero nimaš
feedbacka, kako se to lepo po slovensko reče, povratne informacije od občinstva, če si pa ti na odru pa zelo hitro v dvorani vidiš, ali so ljudje odplavali, ali spremljajo prireditev ali ne, in tam sem se naučila slediti ljudem in na podlagi tega pol peljati stvari, tudi v drugo smer. Ampak to je pa ta druga stvar, kar se prireditev tiče, to sem se tudi hodil ostalo pogovarjati, in da to dosti počneš, ne. Ampak kleme pa v bistvu jaz sem imel zdaj par teh stand-uperjev, ne. In pa vsakič se nekako prijemo do tega, da to je zelo nenaravna pozicija, ne. Nek človek z mikrofonom, ne, ki pač tam more, oni sicer res, tam je zelo eksplicitno to, ne vem, ker jih morajo ljudi nasmejati. To je grozljivo težko. Ja. Sej. A veš, toliko velikrat se spomnim na njih, koliko je nam klasičnim voditeljem lažje, ne? A ne? Ja. Moja naloga je, da korektno in pravilno napovem govornike, da korektno in pravilno preberem, ne vem, obrazložitve, kadar gre za podelitev nagrad, ne. Če mi ob tem uspe ljudi nasmejati, pa ponavadi so to taki bolj spontani trenutki, niso naštudirani, ker nisem komik, je to samo bonus. Ampak bo moje delo dovolj dobro opravljeno že, če bom Anže to rekla Anže in ne Aleš, ne, in tako naprej. Ampak te komiki pa tako lep poklon do tav in nazaj, ker ker je zelo ta element smeha odvisen tudi od počutja poslušalcev in od njihovih dni, ki jih imajo za sabo in od njihovih prepričanj, kako pomembni so ali pa niso in ne nazadnje tudi tega, kako odprti so. Ne? Je draga, ti imaš pa pač tam vsaj na neki se lahko opreš. Pa ne rabaš v bistvu odziva. Po pravici povem, kot voditelj, je res ne rabaš tam, če neka prireditev, da tamle se pa niso smejali. Mislim, ni tega. Ampak kako je pa tam, to, kako si rekla, te spontani momenti, se mi zdi, da ti imaš tega, sem te zdaj dvakrat videl neki vodeta, pa imaš te, ti si komod, to si upaš reči, da si zdaj si pa res že komod na odru tudi, ne? Ja. Koliko se to prenese iz tega živega TV-ja? A tam lahko iste stvari uporabiš, ker meni to je veliko drugačne. Meni v bistvu to najbolj preseneča, jaz to res iz sebe gledam, zato te hočem to vprašati. Ampak jaz recimo sem, ko imamo te imel živo podcaste, pa tam pride, zdaj tudi ugaja, da smo imeli zanj 400 ljudi, ker tiste ljudi tam gledam, mislim, trudno biti smešni, ampak tudi ni zdaj taka komik, čist scena, in mi je v bistvu tam še zmeraj obolevam, še zdaj nisem šel, Klient, ki je bila pa zdaj sam kamera, pa sicer ta mini publika, recimo pri Vikend paketu, pa nekako mi je bilo lažje zdaj. A ti imaš to neko razliko tam, ko so ljudje, pa se tudi malo tiste energije čutiš, pa kamera, ki je res sam tista leča, ki te gleda. Jaz rajš delam pred ljudmi. Aha, celo tako? Ja. Okay. Pa vedno si tako res zelo, zelo ljudi predstavljam. Tako konkretnega človeka, ki se je na eno prireditev odpravil, zdaj eni zato, ker so... to greš v detalj. Mislim, ne da bi tako razmišljala, zdaj pa Janez, ampak tako o nekem globalnem občutku ti govorim. Zdaj so se ljudje odpravili na prireditev. Eni zato, ker so si želeli, eni pa zato, ker morajo. In zdaj smo vsi tam v tisti dvorani, to uro pa pol in dajmo se potruditi, pa ne nam bo prijetno pa fino v tej uri pa pol. Tudi če se kaj zgodi nepredvidljivega pa hudega, dajmo se spomniti, da smo vsi samo ljudje. In to je to, tudi nekako v globini. Kako zdaj midva sva to filozofsko zapletla v to debato? V globini se mi zdi pomembno, da si jaz želim imeti fino in tudi ljudje, ki so tam, pa fino ne v smislu sam juhuhu, pa tako, ampak daj bodimo pozitivni, pa na plus obrnjeni, pa se je že sicer življenje dosti zapleteno. Ja, to je dosti res, če že karkoli razvedrilenga delaš, hvala Bogu. To je dejstvo. Koliko imaš pa ti kdaj si v bistvu, tukaj sem se prej pogovarjala, pa zdaj mogoče tudi na prireditvah, ali pa pred kamero, kdaj si v bistvu dojela, da se to res prenese, to, da res iz tebe pride ta ali ta pozitiva, ali pa a si imela nek moment, ki si videla, da to pol tudi oddaja boljši spade, da vodenje boljši spade, ali mislim, kako je do tega prišlo, ker se očitno tega ful zavedaš, mislim, se trudiš to ali žareva, to je glupa beseda, ampak tako, a si imela nek moment, ki si rekla, ali... Veš kaj, izhajam, recimo moja mama je res zelo prijazen človek. To pomeni, da sem imela eno srečo, da je ta prijaznost bila mi nekako podarjena, pokazana in se zelo trudi, je zelo k soncu usmerjena.
Potem sem prišla v Ljubljano, kjer je bilo tako res ne cool, ne fino, če si prijazen, oziroma če si pa prijazen, imaš pa zihar nekaj za bregom. Ne? Zdaj se mi zdi pa, da se je tudi v Sloveniji to nekako, da se je malo vendarle obrnilo. In je bil pa tako klik, tako res prav klik. Se spomnim, enkrat sem se pogovarjala z Bogdano Herman, ki je tako izjemna v smislu nastopanja, poznavanja ljudi, njihove psihe, in je rekla, lej, ti kot voditelj prideš na oder zato, da prižgeš luč. Okay, in res se si prej super izpostavil, da je relativno nenaravno stopiti na oder in govoriti pred ljudmi. In vsem nam je to nenaravno in dajmo se potruditi, pa drugmu olajšimo to. Ampak meni je to še zmeraj magic, da ste toliko, res, jaz to cenim, tako da ste, pa ne, komod se prepoceni sliši, ampak da to zna, kaj pa ti narediš, kaj imaš slab dan, pa moraš to delati, a znaš toliko prebrodati to? A veš, da se zgodi, pa zdaj bo tako veko zvenela, ampak se zgodi ena posebna čarovnija, da se seveda imaš zelo slab dan, si lahko zelo žalosten, se slabo počutiš, ampak od nekje, ne vem, zbereš neko energijo in greš na oder ali pa greš pred kamero in zvoziš tisto uro pa pol in te sicer vse počaka za kamerami pa v zakulisju, ampak kot da bi eno drugo življenje za tisto uro pa pol živel in nekako pozabil nase. Ja. Ali pa ne vem, mogoče je pa to ta čuječnost, o kateri zdaj tako veliko govorijo in je zdaj tako zelo popularna. Veš, da si v tistem trenutku pred kamero na odru, da si res tako skoncentriran na reč, o kateri govoriš in na človeka, ki ga gostiš, da nekako uspeš odmisliti sebe in svoje realno življenje. Ja, to sem tudi jaz doživel, me je presenetalo v bistvu. Ne? Jaz to bolj na radiju in zasedel sem mikrofon in dokler sem bil za mikrofon, je bilo vse v redu. Si pa zelo lepo rekla, da vse pol počaka. Ja, pa mogoče še bolj butne, ne? Ja, nazaj pride malo močneje. Bi bilo tako zanimivo, pa neverjetno, če bi ljudje res vedeli, kolikrat nam je hudo, pa se je težko zbrati, pa tudi nasmejati, ampak nekako zmoreš. Ja, ampak to, kar nekako prekličeš, tako, saj tudi za oddajo, in si celo oddajo, kada ni nič, ne, v bistvu je lahko imaš najslabši dan v zgodovini. Ja, meni se je že recimo zgodilo, da sem jokala kadež pred oddajo, pa sem jo speljala, pa po oddaji tudi, ne. Ja. Ampak vse to je v vseh poklicih tako, da se tudi, ne vem, kuhar, ki pride v službo. Javno. A veš, ta komponenta mene pol fascinira. Recimo, sva se enkrat z Boštjanom Romihom o tem pogovarjala, pa sem nekaj tarnala, da je pa težko, pa tako, pa je on rekel, ja, ampak pomisel pa, ne vem, na delavke v Muri. Ja, okej, to je itak, ja. Polka gre, če imaš pa tam mi ne moramo reči, da je res grozno. Ja. Imamo pa svoje davke, ki so pa neprijetni. No, pa ga se sam mal tega dotaknem. Ja. V Sloveniji biti na televiziji, ne? Ja. Pač ko nasplošno. Veš, kaj meni se zdi tako smešno, da ne smemo se preveč resno jemati. No? To je v bistvu edina rešitev. Ja. Sem vladata in je isto rekel. Jaz mislim, da sva zdaj prišla do tega, do odgovorov na večino tvojih vprašanj. Ne? Kako biti komod, kako biti sproščen. Ja. Da se ne jemlješ preveč resno. Ampak to se veš, jaz bi sam to dodal, ne, če dovoliš. Ne, veš, kako ti ne bi dovolila, če si pa ti voditelj in gostitelj pogovora? Ne, veš kaj, se mi zdi, da čim rečeš, da se ne jemlješ resno, se mi zdi tako vsaj meni. Preveč resno sem rekla. Ok, preveč resno, da se ne jemlješ preveč resno, da se mi zdi, da malo zameš pol tej obrti, a veš, da je tako malo zameš temu, a ne, da pa dobro odvodaš. A veš kaj, da se mi zdi, da malo stran vzameš temu poklicu ali pa to, kar počneš. Zato to zelo nerad rečem, da se ne jemlješ preveč resno ali pa nekaj. Pač, ja. Zdaj pa prišla ena izjemna sodelavka, sestra Romana, redavnica, ki pa vodi oddajo Obzorja duha in jo imam zelo rada. In zdaj je prišla potrkati na vrata. Dejansko je oblečena v redavnico, v nuno si hotel reči. Ja, v nuno si hotel reči. Je pa izjemna. Je pa všeč, da je zelo potih prišla noter, to spoštujem. To bom vse odpustil. V glavnem, kje so bila? Ne, to sem znaš še hotel reči. Ustrašila se te je, vpraši se malo o tem. Ne, videla je mikrofone, nisem mikrofonov bojijo.
Ampak hoče, to sem hotel reči. No? Pač, tako se mi zdi, da malo stran vzamemo, je to dosti resno. Ampak kako je pa ta res biti v Sloveniji, ki je res, pa bom rekel, mehna, ampak to ni mogoče največji problem tega. Pač biti na televiziji, ki vsi vejo. Pač, jaz sem to zdaj videl, ker pač že z Jožetom, če hodiš po ulici, je creepy, ki ga vsak pogleda. Recimo, yeah. To je tudi nenaravno. Ne? Kako pa ti s tem handlaš? Malo se delam, da ne opazim. Ja. Načeloma so pa ljudje kar prijazni. No? Imam pa že tudi nekaj takih izkušenj, kar si mislimo. Ampak tudi tako, da si preprosto zracionaliziram in si rečem, da s tem, kako in na kakšen način ljudje o drugih govorijo, kako in na kakšen način druge gledajo, velikrat več povejo o sebi, kot pa v tistem, ki ga gledajo in o katerem govorijo. Jaz nisem avto iti sploh to. Nisem pa, obstajajo ljudje na slovenski sceni, ali ne vem, kako bi to poimenovala, ki jim to godi, ki jim je fino. Jaz sem pa izrazito na drugi strani in kadar ne nastopam, kadar nisem na odru, sam dejte mi mir, dajmo se delati, da se ne poznamo in da ne vemo, kdo kam spada. Iskreno, zato sem te povabil. Ni mi prijetno, pa ni mi udobno. No, v bistvu to je bil eden ta glavnih, tako da sem te povabil. Zato, ker jaz provam te ljudi poloviti. A veš, da sem se zdaj spomnila, da nisi na začetku rekel, da sem legitimen član te družbe, ker vedno rečeš. To je nasnet. To imam pa za nalož, ker je posnet na en star mikrofon in nočem tistega posnetka zgubiti. Hočem, da izmeram. Ampak boš tudi povedal, da sem legitimen. Ja, dejansko bo legitimen, ti bo ostal, ne se sekirati. Školiko ljudi mi to reče, ki jih povabim. Je to je kompliment. Pa je razmeril, ker moram jaz nek pasoš izdati. Je potrdilo. Jaz sem to povabilo dojela kot potrdilo, da sem legitimen. Definitivno. Ostalo se sam še pretevajo to, še eno stvar, v bistvu sem hotel malo tako načeti. Koga pa ti gledaš? To sem se pa zanj malo pogovarjala, ker to ljudje ne vejo, ne? Po vikend paketu se gre tudi na pijačo. Ne? Ja, to je res. Na pi. in sta se to tako malo začela, ampak v bistvu to mi je pa res dal tisti, da zdaj tam panel. Dobar si rekel, da se gre tudi na pijačo. Tudi na pijačo, ja. In koga pa ti gledaš? Od odzuni, recimo, pusa Slovenijo, to sploh se na tega ne dotika. Ampak tako, kar se tega tiče, pa voditeljev, ali pa veš, ko imaš, ali pa si imela, pa nam rekel vzorniki, to se zelo poceni ponovadi, ampak tako, veš, da si kakšno štimungo pa od nekje potegnila. A veš, da sem poslušala tvoj pogovor z Jožetom, in sem si tako rekla, o Marija, kakšna zguba sem jaz. Jože je naštel en kup komikov, ki jih spremlja in pa sta imela debato o Lettermanih, o Jimmyjih in ne vemo komu vse in kdo v Sloveniji komu podoben. Jaz tega res nisem spremljala in sem mislila, pa to je čisti misterij, da delam na televiziji, ne da bi poznala ali pa ne da bi spremljala, poznam jih že tuje voditelje tako pogosto, ampak če si pa pogledam Ellen pa Oprah. Okay. Kako seksistično je zdaj to, ne? Vi govorite o Jimmyjih, mi pa o... Čeprav to mislim, da več pove o res groznem sistemu ameriškega TV-ja, da v bistvu šele zdaj je Samantha Bee dobila, recimo na TBS-u je ženska, pa ima nek late night show, tako, ne? Meni ga še niso dali, zares, ne? To ima tam kar težavo, ne? Pa se v Sloveniji je tudi približno tako, roko na srce. Bog ne dej, da bi to zvenel kot tarnanje, ampak kdo so v Sloveniji tako res face med voditelji? Moški. In tudi, jaz še vedno trdim, da če bo isti joke povedala ženska, bo imela veliko manj šans, da bo ta joke res smešen, kot pa če ga bo povedal moški. Ja, klej moramo, mislim, da kot družba, pa sploh jaz to ne bi na Slovenijo omejil, no. Jaz mislim, da je to tako vse splošen problem, ki je res grozen, no. Pač, kar se tega tiče, je res grozen, no. Ampak to, ne vem, to počasi se napreduje, ali kva, jaz ne vem. A sva zdaj razvila tezo, da je lažje biti zvezda, če si moški kot ženska. To bi mogel ob 8. marcu objaviti. Vidiš, zamudila sta. Ne, to je past, v katero vsi padejo, ker na 8. marcu objavijo, zmerom so ženske posod. Nekaj po oddaji, tako za 8. marec, da bo tudi ženska, to je meni grozen. To je meni anti-8. marec je to. Ja. Veš, jaz se ful tudi sekiram, kar se aparatusa tiče, ne? A veš, da provam čim več pač, žensk kot gosti, ker na začetku sem bil slab,
Sploh muno, ker sem na tedenski bazi delal, nisem s handlom in je bilo lažje najti tipe. In se pol dejansko zavedam in failam. Še zmeraj je grozen razmerje, ampak je boljš, to si upam reči, to veš. Skratka, jaz zdaj skrbim za žensko kvoto v aparatu. Ne, sploh ne, te besede se pa sploh izogibam. Ja. Veš, to, kar si rekla Ellen pa Oprah, recimo, ne. Veš, je pa treba reči, da kar se pa teh oddaj tiče, veš, tega nek daytime, prime time pri njih, ne, te neke pogovorne pa to, ne, so pa že kar nekaj cajta mogoče v domeni žensk, te, ki so najbolj, recimo, gledane, ne. Se mi zdi, da pač kar se teh komikov, ki imajo zvečer, ne, a veš, da se mi zdi, da pri nas je pa tudi kar neka tradicija ženske so vodile, recimo, sploh na RTV-ju, a veš, te popodanske oddaje, recimo, ne, čez vikend, ne, ki je v bistvu mogoče najbolj ustrezenca, ne, vas je pa kar neki, ne. Až tako, da ne da ful opravičim, pa da ker zdaj pa vse v redu, ne? Ampak ni res to, mislim. Je res, pa tudi je veliko kolegic, ki jih cenim, pa nasplošno se zelo trudim, da ne bi rekla nič slabega čez katerega koli voditelja, zato ker se hkrati zavedam, da pa se ni najlažje postaviti pred ljudi in povedati, kar je zapovedati in govoriti in hkrati še paziti, da nisi preveč bučka ali buček in ja, je tako po večini res iskreno lahko rečem, da cenim kolege in kolegice. Oziroma moram reči kolegice in kolege. Ja, tako, ne, edim prav. No, pa treba tudi vedeti, da vsaka oddaja, tako kot si prej rekla, ne, to je res ekipa ozadja, ne. Ja. To pač tudi nisi ti, ne. Pač ni Bernarda Žaren in Zemljana oddaja. Ne, pač, ja. Nič ne moreš narediti na televiziji sam, ampak res nič. Ja. Je res, da si na koncu ti kriv, če gre kaj narobe, ne. Hkrati pa tudi smetano poješ, ne, je pa zadnji en kup ljudi, ki poskrbi od čist banalnih, a zelo pomembnih stvari, kako izgledaš, da si in tudi kako daje teče in tako naprej. Zato pa po drugi strani, ne vem, parlamentko poudarjena ta potreba po samoti, ki jo pa res rabim pa po miru. Ja. Ker ni... Zbežiš pa malo. Ja. Ja. Vse verjamem. Ker tako, res ta nenaravnost je, veš, je tega poklica, ne, je zmerom je dosta unikaten, kakorkoli obrneš. Se mi zdi, da je še zmerom je, pač bizarno je, da si tam, no, pač tako, kot služba, res, mislim, vse jaz, pa tudi, ali pa radio v končni fazi, to ni, pač... Janko Sopar je enkrat dobro rekel, ne, da če hočeš biti voditelj ali pa novinar, bi moral vsak dan spoznati 3 nove ljudi ali pa 3 nove zgodbe, ne, in tega ne moreš početi v pisarni. Ja. Treba malo alkohola. Ja, to je fair enough, tam je res, da so Janko ta lahko pelala, to je nekaj redo. Ja. Pa še ta zadnja stvar, naprej greva na strojno in programsko prejemo, pa da nazaj vikend, pa da cel krog narediva, ne, kar se vikend paketa. Nedelja ob 17:20, televizija Slovenija 1. Valjda, sploh fajn, ka prijeva jaz na Žancu. Glavno, ne. Kaj hočem reči? Vidva sta, kletem zdaj hvalu, ampak sta bila res fajn gosta s pižamo. Pa, jaz sem bila okej. Ampak ne, zdaj vaju 2 hvalu, ne. Tako da sam Kimi ima, pa na koncu kaj reči. Ampak, vama je rada... Veš, da mi pa še vedno malo neroden rad. Tako malo, no povej hiter. A ja, mogoče nekaj ne boš hvala. Mene vikend paket všeč zaradi tega, ne. Ker je nekako infiltriral, to sem ti zadnjič razlagal, ne. Ja. Ker se je na RTV nekako infiltriral, da se v bistvu 2 oddaje, ne. Eno je ta panel show od Jožeta, ne, kjer on ima dejansko 3 ljudi, ki nekaj govorijo, ne, pa tvoja pogovorna. Ne. Ker, to sem ti že zadnjič rekel, meni je magic, da v bistvu imaš ti res šanso samo z enim ali pa mogoče z 2, ne, na kavču govoriti, sicer pač del te oddaje, ampak da ni zraven nek gimik, kjer ne vem, ljudje kuhajo, zraven skačejo, zdaj mora biti akrobat ali jaz ne vem kaj. Se mi zdi noro, zato je meni vikend, ker je po eni strani zelo klasičen, to, kar Amerika pa Anglija že dolg cajta poznata, ne, pri nas se je pa ponavadi te stvari večinoma probali nekako nadgraditi, ne vem, ja, kot da ne bi bilo dovolj, da imaš obsepenega zanimivega človeka. Tako, ja. In zaradi tega mi je ta oddaja tako se mi zdi kar malo anomalija. No, jaz bom zdaj rekla hvala za kompliment in bom hkrati rekla hvala uredniku Tomažu Kregarju, ki je v bistvu to njegova idejna zasnova, in hvala odgovornemu uredniku Mariju Galuniču. Marijo je treba omeniti, se mi zdi. Jaz nekaj v življenju še nisem spoznal. To je meni tako noro. Marijo je tako zelo
zabaven in zanimiv človek, da sem prepričana, bi te očaral. Oziroma te bo očaral, ko ga boš spoznal. In tudi kot urednik je vesten, natančen, skrben, si ogledal vse oddaje, ki se delajo v razvedrinem programu in ne samo to. Bo povedal, kaj si misli, kaj je treba popraviti, kaj je bilo dobro in same pohvale. Največ, kar sem jaz blizneval, pa še, ko je lajko, ko sem objavil, da sem bil s pižamo na taksiju. No. In pa sem videl tako Mario Kalonič na Facebooku. Nisem videl, da je na Facebooku. Če me boš kmal, da nehal mučiti, lahko trkava na njegovo pisarno in ti ga predstavim. Ni šans. Ne, res je. Tudi tako, kot sovoditelj, ki sva povezovala skupaj reči, je zelo prijetno z njim delati. On je zgleda, kaj je bil rojen za ta TV. Ja. On res, jaz ne vem, mislim, on dela to, jaz sicer ti pač... Midva pa zdaj zgledava kot dva upravljivca. Ne upravljivca, pa se dobro, ampak tako, on res gleda tako, on zgleda kot prototip tega, kar bi človek mogel biti, ki je vota, veš, tako, ne vem, vsaj meni tako deluje on zmerno. Je pa res, da zdaj ga dosto Mario tu. Ja. Zdaj bomo kar Mario govor, ga vsak kolega, v glavnem, zdaj gre pa nastrojeno programsko. Te peljem, potem gor, en štuk više ima pisarno od mene. A res, ok, kako sem bliz, v glavnem. Kjer telefon pa računalnik imaš? Ja, ženska sem, tako da imam lep telefon in lep računalnik. Kaj to pomeni? To pomeni, da imam trenutno Samsung S6 Edge. Edge imaš? Okay. Ja, in 7, ko sem preskočila, zdaj pa čakam 8, ko aprila pride ven, imam že naročeno. A res, ali kaj? Ja. Tako prav fan, ok, fair enough. In lep je, moraš priznati. Ja. Pa najboljši zaslon med vsemi telefoni. Ja, pa dober je, pa odličen fotoaparat ima. Ja. Tako res me ni razočaral. No? Ja, sej. Za računalnik si me še vprašal, to imam pa Apple. Kaj, MacBook Air? Ta malga, ta lepga, zlate barve. Čak, zlatega, mogoče imaš pa tega, a imaš tega čisto novega zdaj, ki je na zadnje vam prišel. Ja. To je pa samo MacBook. Ja. To je pa najtanjša mašina v zgodovini. Tako, in majhna za žensko torbico idealno. Ja, ti si res, ti si računalnik, malo ampak tako, če ga sam za net imaš, je v redu, to je res. Ti si pa noro tenak, jaz sem ga imel v rok, kar kičaste ti z računalnika. Tak res za okuverto, no, pač tako izpade. Ja. Ampak a ni fino zdaj v teh naših svetovih, ko imaš telefon s seboj, pa lahko greš na drug konec sveta, pa vse narediš, kar je treba narediti. Ja. Predvsem meni še zmeraj GPS, glih zanj že spet, vsakič kamorkoli gre, ta GPS je res tako fajn, da je noro. Ja, Google Maps. Ja, Google Maps. Hvala. Hvala. A imaš kakšno tablico še? A imaš kaj tazga? Ne, to pa zdaj trenutno nimam. Ne. Pa si imaš unga tepenka. Veš, da sem prireditve nekaj časa povezovala s tablico, pa sem se pa vrnila k dobrim starim kartončkom, ker se je pa tablici malo zmešalo vmes, pa... Ja, papir nikoli ne ugasne. Ja, papirju nikoli ne zmanjka baterije. Ja. Na papir zelo zlahkotno in zelo hitro vse napišeš in podčrtaš in prečrtaš. Tle mogoče, jaz sem mislil, če bi Kindle imel recimo večji zaslon, ali te e-bralniki, ki je ta e-črnilo, ti se mi zdi, da bi lahko funkcioniral, recimo. Sam je pa težko stvari gor spraviti. Jaz sem zelo vizualen tip in mi zelo paše imeti pobarvane reči. Aha, tako da je še. Ja. No, sej to čisto ful razumem. Če moraš zaupati zadevi, da bo delala, če je na baterije, takoj pa, jaz imam tudi klele, za snemalko, je na baterije, ampak imam vsakič kabel s sabo, ker pač no go, ne. Ok, pa strojna oprema, ker vzem telefon v roke, 5 aplikacij, ki jih dejansko uporabljaš. Zdaj bi ga mogla prežgati, pa me bo na hrulo, ki ti bo šumel noter. No pa une, ki jih res uporabljaš, da spomnim se. Google Maps. Edim prav. Ja, da se manj zgubljamo v življenju, kot sem se prej. Fotoaparat zelo veliko uporabljam na telefonu. Potem imam eno aplikacijo S-Health, ker sem ženska in mi šteje korake. Jaz pa Google Fit uporabljam. Lepota ni na ključje. Potem uporabljam eno in tako zelo, zelo žensko reč, ker mislim, da ni treba reči, da podrobnosti razlagam. Ampak je super, ker potem ugotoviš, zakaj se na določen dan počutiš, kot se počutiš, da ni nič narobe, če si sitna in razdražljiva. No, toliko temu, o čemer ne bova govorila. Je pa kar veliko reči tle uporabljam. Kaj te še zanima? Unekih tako, zdaj, ki se moraš, 3 si še 2 se spomnim, unekih ti prijatno na misel, ki jih dejansko, tako da jih uporabljaš. Na maile zelo veliko odgovarjam prek telefona. A imaš kar ta mail aplikacijo ali imaš Gmail? Ja, Gmail pa. Ja.
Facebook, Messenger. Pač klasika, pa vse to ni nič slabega, no, lej, to ni nič. Kaj pa mogla reči, da bi pametna izpadla? Ne, ni, škaj je fora, fuj se mi je zgodilo. Ne, ampak škaj, to ti pa res lahko povem, to sem tudi jaz malo zapazil. Veliko ljudi mi zdaj tako reče, pač te res to osnovne, veš, nehal se je sem najdel uno aplikacijo, ki glih mi to pomaga, ne. Ker tudi telefoni zdaj več znajo, veš, ker ne vem, jaz sem to zdaj že 4 leta nazaj začel delati, ne, skoraj 5, skoraj 5. A veš, je tako, telefoni niso toliko znajo, pa so včasih rabo kakšno ekstra aplikacijo, zdaj pa se toliko telefon sam zna. Noro je, kako poveže, kar naenkrat na tvojem telefonu se pojavi slika nekoga, ki te kliče, pa je... preveč znajo. Ja, se mi zdi, da je fino, da si vsaj približno pameten, če imaš pameten telefon. Meni se je že zgodilo, da nisem bila dorasla pameti telefona. To je, vse se da naučiti. To je moje vodilo. Zdaj pa zadnje vprašanje, Bernarda, ki je vedno isto. Če bi mogla izpostaviti eno fizično stvar, tako da ni človek, se pravi, da ni tvoja babi, ki je bila narejena zate, oziroma tako nekaj, ki ti je spremenil life. Lahko še imaš, lahko nimaš več, kaj bi to bilo? Bila je zelo bizarna, ja. Bolj kaj je bizarno, bolje. Kalorifer. To se je, nekdo je že to rekel. Mislim, da kalorifer sem že imel, ja. To pa mi moraš nujno povedati, dokler je mislim, da je Tamara Langus. Skoraj zih sem, da je Tamara Langus rekla, da grelc za sobo je rekla, ampak se je to isto pač, ja. Men pa še zvok kaloriferja. Okay. V prvi vrsti in če se ne počutim dobro, če težko zaspim, me ta zvok uspava. Res, si ga včasih... Imaš ga tako prav, da je... Jaz imam kalorifer, kot vidiš, imam v pisarni kalorifer. Wow, to je iskre, lepa. Ker v avtu imam kalorifer za na prireditve, tako res mi ni fino, če me zebe. Zato ga imam v prvi vrsti, pa še ta zvok me res nekako pomirja, no? Ampak to zdaj nimam v službi kaloriferja, zato da bi lažje zaspala. Ampak doma pa si ga dam recimo hladno in pa zaspim včasih v tem zvoku. To je legit odgovor, Drugač pa ful hvala. Ja, z veseljem. Ja, zdaj si legitimna, da ti bom to še rekel na koncu. To si potrdilo. Ja, bom nekaj si vzmislil, bom naredil bom sprintal, pa se podpisal jaz. To ful pomenil. Drugač pa še ful hvala, da si cajto vzela. Ja, zdaj greva k Mariju, ne? Ne gre, reče dio. Čau. Rečem adio, čau. Ja, veš, da obstaja vas, ki se ji reče Anže. Vem. Ja, tam so moji starši doma. A res, ali kaj? Res. Wow, ja, to pa zdaj prvič, da še nek connection. Okay. Ja, in včasih je treba naslov povedati in jaz tako rečem Anže in potem rečejo in jaz rečem Anže in oni rečejo in jaz rečem Anže in rečejo Anže. Edino pravo je, to je vas, ki ima 3 centre v Posavju in če boš kje v Posavju... Nisem še bil tam, sem pa slišal. No, te pa vabim k mami na klobase. Čau. Adio. Tole je bila 143. epizoda Aparatusa. Bernardo najdete valjda na TV-ju v Vikend paketu in pa tudi na Facebooku. Jaz sem pa na Twitterju, Instagramu, Snapchatu, Soundcloudu, posod sem Anzeta, ker mi je. Pa še ne bom se več s tem hvalil. Glavnem, še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate tale podcast. Brez vas tega res ne bi več počel, tako da ful hvala. Če bi pa to radi naredili, pejte pa na aparatus.si/podpri. To je bilo tokrat to, naslednji že spet. Čau.